Še enkrat dobro večer in lepo pozdravljeni, čakamo na veliki finale državnega KSC pokala v slalomu za članice in člane. Čakamo na prvo kategorijo K1, potem K1 moški, ko bo sploh super napeto tule na Savinji, torej v naslednjih 30 minutah bo vse jasno. Mi pa čakamo na prvi štart, čakamo na start prve v kategoriji K1, 10. v kvalifikacijah danes za Kanu klub Simon bo to Zara Halec-Makovec, ki bo odprla tekmovanje v velikem finalu. In vendar se začenja veliki finale v kategoriji K1 ženske za Kanu klub Simon. Zara Halec-Makovec prva, ki napada točke slovenskega KSC pokala. Tule je Halec-Makovec, za njo pa bo štartala naslednja za Soške elektrarne Neja Velišček. Tule je naslednja Neja Velišček, Soška elektrarna, 9. čas kvalifikacije danes postavila. Vmes pa še vedno čakamo na prihod Zare Halec-Makovec v cilju v kategoriji K1. Naslednja bo štartala številko 127, Sas Hushet Sara Seprenji. Kanu klub Simon bo šla na progo, tule pa Halec-Makovec v cilju 98-40. 8 dekleče v kategoriji K1, tule pa Sara Seprenji, ki tekmuje torej za Kanu klub Simon. Tule v velikem finalu danes ne bomo videli Neve Trčel, ki danes ni štartala, ne Urše Kragel, ki se ni uspelo vrstiti iz polfinala naprej v veliki finale. Neja Velišček zaenkrat prevzema vodstvo 97-70, mimo nas pa tudi Sara Seprenji, ki je danes že enkrat stala v kategoriji moštvene tekme na stopničkah. Še 7 deklet, tule je naslednja za prodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Daša Grešak. Tule je Daša Grešak za Steklarno Hrastnik, ki seveda napada visoko vrstitev, ali lahko pride do prvega mesta. 97-70 je zaenkrat čas, ki ga potrebuje dekleta, da prevzamejo vodstvo danes na tekmi KSC slovenskega pokala. Tule na Savinji Sara Seprenji pa je prevzela vodstvo. 89-96 Sara Seprenji, Njolcven Kilenc Sven Hod, Sara Seprenji, pa Neja Velišček na drugem mestu. Kaj bo z Dašo Grešak, za njo bo štartala naslednja, se pravi 129 za Vartek Svaraždin, Katja Bengeri. Tule prihajajo torej naslednja dekleta, Sara Seprenji. Še vedno vodi, ali lahko Daša Grešak prevzame vodstvo, mislim, da ja.
Tule pa že mimo nas naslednja Katja Bengeri, še 5 deklet je na startu v kategoriji K1. Znači takmičarka iz Hrvatske, Katja Bengeri, Vartek Svaraštin. Znači sada je Sara Sepren iz Mađarske je prva sa vremenom 89.96, pa da vidimo šta će napraviti Katja Bengeri. Za njo pa bo štartala že naslednja za Kaja Kanu klub Ljubljana, Helena Domanko. Tule zdaj le še ena zanimivo reševanje nevojaka Rajana. Ampak tule se nekaj pripravlja, zdaj gre naša Hazilka Petra tule nekam. Dobro, Katja Bengeri, da vidimo, če lahko prevzame vodstvo. Sara Sepreni še vedno vodi pred Dašo Grešak, tule pa že naslednja. Helena Domanko, številko 130, skozi protitočna vratica. Številka 4, Katja Bengeri. Katja Bengeri, da vidimo, kako Katja Bengeri može da dođe kao prva v cilj. 89.96, Katja Bengeri prevzema vodstvo, tako je. 85-84 za Katjo Bengeri. Tule pa že naslednja številka 130, Helena Domanko za Kaja Kanu klub Ljubljana. Gre mimo nas, za njo pa štartala že naslednja. Številka 132 za Kanu klub Simon. Eva Alina Hočevar. Katja Bengeri je prevzela vodstvo, znači Katja Bengeri je prva, Sara Sepren je druga, Daša Grešak je na tretjem mestu, Helena Domanko pa gre proti cilju, čeprav ima 4 dodatne točke, torej 2 dotika vratnic ima Helena Domanko, pa vendarle še ni iz igre, da ne bi prevzela vodstvo, čeprav bo treba pospešiti tule proti cilju, tule pa še prihaja Eva Alina Hočevar, Helena Domanko ni prevzela vodstvo, na drugem mestu je Katja Bengeri, pa je še vedno na vrhu, tule pa Eva Alina Hočevar. V kajakaški konkurenci danes, potem bo nastopila še v kanuistični. Poglejmo, kako je na poti Eva Alina Hočevar, zaenkrat brez kazanskega dotika, brez kazanskih sekund za Evo Alino Hočevar. Na vrhu pa samo še 3 dekleta. Tudi tu bo napadla domača matadorka. Tamle so znorili navijači Kanu klub Simon, ali lahko Eva Alina Hočevar zdaj prevzame vodstvo. Pred Katjo Bengeri, 85-84, hitra Eva Alina Hočevar. Hitra je na poti še ena protitočna vratnica za Evo Alino Hočevar. Medtem je štartala Lea Novak, Kaja Kanu klub Tacen. Tudi Lea Novak, še 3 dekleta, medtem pa Eva Alina Hočevar prevzema vodstvo. In to za 11 sekund je nekaj Eva Alina Hočevar. 74-14, če je prej še rezervirano odpeljala polfinale, pa se je zdaj le dobesedno odlomilo Evi Alini Hočevar. Ali lahko dobi tudi kajakaško zmago v odsotnosti Eve Trčej, Lajda Novak, Uršek Kragel danes, ki se ni uspela vrstiti naprej. Ko je prišla seveda nazaj po poškodbi Lea Novak, pa gre naprej za Kaja Kanu klub Tacen. Pa zdaj za Soške elektrarne. Naslednja tekmovalka bo šla na progo, predzadnja, druga je imela v kvalifikacijah Sara Belingar. Še prej pa bomo videli v cilju Lea Novak za Kaja Kanu klub Tacen. Ali lahko Lea Novak prehiti Evo Alino Hočevar, bomo videli. Vidim pa, da je vsaj na poti, vsaj da pride do drugega mesta, v najslabšem primeru Lea Novak. Bomo videli Lea Novak. Še vedno lahko ujame drugo mesto, 74-14. Eva Alina Hočevar ostaja v vodstvu, Lea Novak pa je na drugem mestu. 77-56, na progi pa sta samo še 2. Tule je Sara Belingar, Soške elektrarne. Druga je bila danes v polfinalu oziroma v kvalifikacijah, ali lahko Sara Belingar pride med najboljše. Jasno je nekaj, Eva Alina Hočevar bo najmanj 3. danes v kajakaški konkurenci, potem pa pride še njen kanu oziroma njihov kanu. Hočevar je v kanu, če lahko temu tako rečemo. Eva Alina Hočevar vodi, Sara Belingar, zdaj pa še zadnja na startu oziroma iz štarta čez nekaj sekund za domači klub, organizator za Kaja Kanu klub Nivo Celje, klub ženskega kajakaštva v Celju, Zala Zanoškar.
Poglejmo, Sara Veninger ima dotik, ne, Sara Veninger bo zaostala tako za Evo Alino Hočevar kot Leja Novak, tule pa prihaja mlada nadebudna Zala Zanoškar, nivo Celje. Tamle se je vžgal še, balon se je vžgal za Zalo Zanoškar, nivo Celje, da vidimo. Kaj bo zdaj pokazala tule Eva, oziroma Zala Zanoškar, mlada tegovalka kajakarjev kluba nivo Celje na današnji tekmi. Tule skozi naslednja protitočna vratica številka 12, tudi uspešno Zala Zanoškar. Kje je zdaj, ne me prav zanima, predsednik domačega kluba, verjetno kje skače gor in dol. In navija tudi on seveda za Zalo Zanoškar. Ampak Eva Alina Hočevar in Leja Novak sta postavili fantastičen čas, tole je prva končna odločitev danes v prvih 3 mestih. Zakaj se pokal, potem pa pridejo na vrsto fantje. Ampak fantje bodo prišli na vrsto čez kakšno minuto, prej ne, kajti najprej bomo sprejeli v cilj Zalo Zanoškar. Zala se še vedno bori. Zala lahko pride zdaj le prav gotovo na stopničke. Eva Alina Hočevar je prva, Zala Zanoškar pa na drugem mestu za Celje. Eva Alina Hočevar je zmagovalka, Zala Zanoškar nivo Celje in na drugem mestu Leja Novak pa na tretjem. Vse je jasno, torej Zala Zanoškar je na drugem mestu, Leja Novak je na tretjem mestu za Tacen, velika zmagovalka pa iz KNU kluba Simon danes v kajaku, Eva Alina Hočevar. Ni časa, gremo naprej, 15 kajakašev. Tu bo šele obračun na reki Savinji. Luka Oplotnik, Bradarsko društvo Steklarna Hrastnik je prvi. Za njim je že štartal Rok Bezeljak, Soške elektrarne, Luka Oplotnik pa je nažalost zgrešil ena vratica. Tule pa vidimo rezultate moškega polfinala. Lanto Minci in Martin Srabotnik, oba Celjana. Torej, tekmovalca nivo Celja na prvem in drugem mestu, tretje Luka Čižman, četrti Petar Kauzaruf. Kakšen boj bomo danes tule spremljali na celjskih brzicah. Rok Bezeljak zaenkrat z enim dotikom. Naprej, tule pa že naslednji za Soške elektrarne. Kopani Rač. Rok Bezeljak gre proti cilju, seveda glede na to, da ima en dotik, bo prav gotovo zdaj prišel vodstvo in bo na koncu najmanj 14, ampak tu zdaj prihaja naslednji Kopani Rač, izkušeni tekmovalec, ki zdaj nastopa za Soške elektrarne. Gače pa, če me trdi disk Nevara, prihaja iz Mačarske, Kopani Rač. Za njim bo šel na progo naslednji, še en predstavnik Soških elektrarn, to bo Urban Gajšek. Torej še enkrat rezultati so jasni, povedali smo prvo trojico. Na kraju četvrta Bengeri, peta Helena, manjko šesta Benigar, sedma Sepreni, osma Greša, deveta Veliček, deseta Halec Makovec, v cilju pa Kopani Rač, medtem ko je štartal naslednji Urban Gajšek, Soške elektrarne. Še enkrat povemo, to je pokal HSC ob 21:30 pa državno prvenstvo v sprintu, torej državni prvaki bodo danes okronali na Savinji, kajakaški dan na špici. To ni dan, to je dan in noč. Od jutra smo tule danes brani v vseh posameznih kategorijah. Tule gre naslednji Urban Gajšek proti cilju, ali nekom prevzame vodstvo. Naslednji pa že štarta še en domači matador za nivo Celje, Jan Ločnikar. V kakšen obračun v naslednjih 10 minutah tule na Savinji.
Potem pa še obračun kanuistk in kanuistov čisto za konec. Sprinteri bodo napadli naslove državnih prvakov v 21 in 30 minut. Tule zdaj ne gre mladi Jan Ločnikar, Kaja Kanu klub nivo Celja, zaenkrat brez napake. Skozi proti točna vratnica številka 10 Jan Ločnikar. Danes je kar nekaj predstavnikov nivo Celja v velikem finalu. Tule seveda norijo navijačice in navijači, ali lahko Jan Ločnikar prevzame vodstvo. Zdaj le tule v velikem finalu, na velikem ekranu imate rezultati polfinala. Jan Ločnikar zaenkrat, zgrešena vratnica, tamle so dosodili sodniki Janu Ločnikarju, ampak seveda Jan je zelo mlad tekmovalec in še ga čaka ogromno tekem. Še 10 tekmovalcev do konca, 10 takmičarjev za kraja. Ode za Kaja Kanu, klub Zagreb, Ren Korpes. Na četrto mesto Ločnikar, vidite, Ren Korpes je naslednji. Tule so zdaj rezultati velikega finala. Bezeljak, Rač, Gajšek, Ločnikar je dobil nažalost 50 sekund. Luka Oplotnik 120-68, tule je Ren Korpes. Ali Ren Korpes lahko prevzame vodstvo 71-55. Če ne Ren, pa prav gotovo naslednji tekmovalec za Soške elektrarne. Gre na pot Tine Kancler. Tine Kancler je naslednji, ki gre zdaj le tule na pot. Tine Kancler, ali lahko Tine Kancler prevzame Ren Korpes v međuvremenu je prvi, 67-70. Dobro, fantastično za Rena Korpesa. Ampak tule je Tine Kancler, ki tudi lahko prevzame vodstvo. Tine Kancler, 67-70 je čas Rena Korpesa. Tine Kancler ga je vsekakor sposoben premagati. Tine Kancler gre proti celju in Tine Kancler prevzema vodstvo. 64-79, klub dotikom za Tineta Kanclerja. Kakšna bitka danes tule na Savinji. Za naslov za zmagovalca HSC tekme pokala državni prvaki bodo seveda sprinterji. Tule je naslednji Ulan Valant Ljubljana. Tule zdaj le Ulan Valant Ljubljana. Ulan Valant še vedno brez kakršnikoli napak skozi 13 proti točna vratnica. Tine Kancler vodi, drugi je Ren Korpes. Na vrhu pa sami mojstri. Ulan Valant pa je zdaj dobil 50 sekund pribitka za zgrešena vratnica. Ulan Valant Ljubljana. Zdaj pa dva predstavnika Kaja Kanu kluba Tacen. Prvi številko 172, Žan Jakše. Ulan Valant je na koncu na 6. mestu zaenkrat. Na 12. 13. bo na koncu končal Ulan Valant. Poglejmo, kaj bo pokazal naslednji Žan Jakše. Košus. Put zdaj. Tule zdaj ne spremljamo Ren
Korpes je Žanjak še pa na drugem mestu za 200 tinki. 64-81. Tine Kancler še vedno vodi, drugi je Žan Jakše, tule v naslednji. Vid Kuder Marušič. Tudi Vid Kuder Marušič prihaja oziroma tekmuje za Taconski klub. Vid Kuder Marušič, samo še peterica je na vrhu. Sami mojstri skupaj z Vidom Kudrom Marušičem vodi pa za 200 tinki Tine Kancler. Pred Žanom Jakšetom, kakšna bitka kajakaškega HSE pokala danes tule na Sloveniji. Od 10 zjutraj spremljamo pravo super parado kajaka in kanuja in upamo, da bo leto še več tekem. Upamo, da bo leto še več tekem, če že ne na mednarodnem nivoju. Pa seveda na našem nivoju, ki je tako ali tako mednaroden, kar zadeva tekmovalcev, ali lahko Vid Kuder Marušič prevzame vodstvo, ne, 65-70 na tretjem mestu je. In zdaj le tule za Soške elektrarne. Še 5 tekmovalcev, tule pa je prvi od te peterice, Niko Testen. Niko Testen, ali lahko on premaga zdaj Tineta Kanclerja. Tole pa mislim, da so sodniki določili dotik, tako je 52 sekund. In kot kaže Niko Testen, zdaj le nima več možnosti, da se vrsti na najvišje mesto, torej Tine Kancler vodi, drugi je Žan Jakše. Tule pa zdaj le lahko pogledamo proti startu, na startu je samo še četverica in tule aktualni olimpijski podprvak za brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Peter Kauzer. Niko Testen v mesto 8. mestu, kaj pa zdaj? Super izkušeni Peter Kauzer. Kakšne bitke Petra Kauzerja, kaj vse je prinesel slovenskemu kajakaškemu športu, kot tudi drugi seveda tekmovalci v preteklih letih. Peter Kauzer Kapsel. Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, ne da se. Peter, tudi v Tacnu je zmagal Peter Kauzer, ampak danes je do konca še zelo, zelo napeto. 3-4 minute super uročih trenutkov. Peter Kauzer se je tam zavrtel, zdaj le skozi številko 13, ampak vendarle gre Peter Kauzer naprej. Peter Kauzer gre naprej. Peter Kauzer gre naprej, naslednji tekmovalci pa tudi že čakajo na startu. Takoj ga bomo predstavili tekmovalca kajakaru kluba Taca, najprej pa bomo videli, če lahko Peter Kauzer prevzame vodstvo. Peter Kauzer ne more prevzeti vodstva v celju in Peter Kauzer je na 4. mesto zaenkrat. Tine Kancler vodi, na drugem mestu je Žan Jakše, tretji je Vid Kuder Marušič, četrti Peter Kauzer, tule pa naslednji Luka Čižman-Tacen. Ali lahko Luka Čižman-Tacen prevzame vodstvo? Ali lahko Luka Čižman? Ne, Luka Čižman je dobil 50 sekund pribitka. To pomeni, da je v današnji tekmi kajakašev Tine Kancler že na stopničkah. 64-79 za Tineta Kanclerja. Tule pa odlično Luka Čižman, pa zgrešena vratica in to pomeni seveda konec bitke. Konec boja za najvišje vrstitve danes na spektaklu tule na Sloveniji. Tine Kancler pa bo ostal v vodstvu in ga bomo danes lahko pozdravili na zmagovalnem odru. Zdaj gre Luka Čižman proti Celju, tule pa celjsko upanje. Drugi je bil v polfinalu za nivo Celje, Martin Srabotnik. Tule je zdaj le, sploh ne vemo več, ali naši tekmovalci navijajo ali vsak seveda v svojih pesmih. Tole je vendarle domača tekma. Martin Srabotnik, domači matador, ki je bil drugi v Tacnu. Danes hoče še več pred tole domačo publiko. Res tole pa zdaj le odlično skozi protitočna vratica številka 12, skozi protitočna vratica številka 13, tudi Martin Srabotnik, pa skozi protitočna vratica številka 14, tudi Martin Srabotnik, pa skozi naslednja dvoje vratic gre Martin Srabotnik. Ali lahko Martin Srabotnik zdaj le prinese tisto, kar v Celju čakajo? Kakšna vožnja Martina Srabotnika,
kakšna vožnja Martina Srabotnika, kakšen praznik danes tule in če bi bila zmaga še za Celje, bi bila to res velika fešta v Celju. Srabotnik je prvi! Srabotnik je prvi in to je zdaj v članski konkurenci. Tole so si zdaj organizatorji zaslužili, oprostite izrazu, ko budala šamar. Martin Srabotnik na prvem mestu, Tine Kancler na drugem, tule pa odlični prvak iger mladih, Tine oziroma Lanto Minc, nivo Cele, torej še en domači matador. Še en domači matador. Srabotnik, Kancler, torej zmaga tule za nivo Celje, kaj pa če pride celo do dvojne zmage. Lanto Minc je tule naslednji, ki se bori up celskega kajakaštva. Tule zdaj tudi on suvereno skozi ta protitočna vratica na domačem terenu. Lanto Minc, pogledajte čas, dobrih 50 sekund, pa še ena protitočna vratica, pa samo še drito, samo še skozi zadnja vratica. Ali bo to dvojna celska zmaga, ali bo to dvojna celska zmaga? Ja, to bo dvojna celska zmaga. 64, 35, no tule pa se je zdajle celskim organizatorjem skegljalo, zakaj pa ne? Saj je sobota večer, Martin Srabotnik prvi, Lanto Minc na drugem mestu, Tine Kancler na tretjem mestu. Vrhunska borba tule, Žanja Kšeč, fantastična bitka na četrtem mestu, Vid Kuder Marušič na petem, naš Peter Veliki Kauzar na šestem, Ren Korpes na sedmem in Rok Pezeljak na osmem. To je prva osmerica, dvojna zmaga HSE pokal za Celje, prvi Martin Srabotnik, drugi Lanto Minc, tretji pa Tine Kancler. Hvala vsem 15 kajakašom za tole bitko, tole je bilo res nekaj neverjetnega. Ampak seveda, razburjenja še ni konec, da ne, še kanuistke, pa kanuisti, potem pa še državno prvenstvo v šprintu. Tu ni počitka, Asja Jug je prva, ki napada. Šesta je bila od teh tekmovalk Soške elektrarne, torej Asja Jug, Soške elektrarne, zdaj se za zmago v kanuju borijo dekleta. Asja Jug gre proti cilju kot prva iz šesterice kanuist, ki se borijo za zmago na HSE pokalu. Tule pa je japonska predstavnica representing Japan, številko 180, Hiyaku Hacheju Ayano Sato. Še ena bitka se nam danes obeta, prav gotovo že sedaj v slalomu obračun Jureta Lenarčiča, Blaža Cofa, Luke Božiča, Benja Savška in ostalih kanuistov v boju za zmago. Martin Srabotnik, Lanto Minc in Tine Kancler pa junaki današnje kajakaške preizkušnje. Tule prihaja naslednja, četrta uvrščena v polfinalu, Katja Bengeri, Varteks Varaždi. Katja Bengeri bi zdaj lahko prevzela vodstvo, potem pa bodo 3 dekleta odločila. Evalina Hočevar za Simon, za Tacen, Lea Novak in Alja Kozarok za Soške elektrarne.
katera bo najhitrejša v kategoriji kanuist danes. Tule zdaj ne čakamo na prvo končno odločitev v kategoriji deklici, ena ženske, tule je Eva Alina Hočevar. Kanu klub Simon, ki je danes enkrat v kajaku že razstavila vso konkurenco. Zmagovalec kaj si pokala pa Martin Srapotnik, tule pa zdaj pri dekletih v naslednjih 3 minutah bo vse jasno, tole je prva Eva Alina Hočevar. Tule zdaj Eva Alina Hočevar, naša vrhunska mlada tekmovalka tako v kajaku kot v kanuju, ki se bo izvedla za nove stopničke danes na startu oziroma na progi, pa že naslednja predzadnja v kategoriji kanuist za Soške elektrarne, Alja Kozorog. Eva Alina Hočevar pa medtem drvi proti cilju, mi pa še vedno spremljamo na velikem ekranu najboljše 3, ki bodo danes nagrajeni. Najhitrejši v KS je pokalu na današnji tekmi. Eva Alina Hočevar pa je tudi že v cilju, Alja Kozorog pa proti cilju in tule še zadnja, ki bo startala za kajakanu klub Tacen, Lea Novak. Ja, Katja Bengeri pa še vedno vodi. Alja Kozorog pa je prevzela vodstvo v cilju. Alja Kozorog torej za Soške elektrarne, nova vodilna zdaj, ali Alja Kozorog Soške elektrarne, ali pa Lea Novak Tacen, ki gre tudi proti cilju. V dobrih pol minute bo vse jasno, katera je najhitrejša v kategoriji kanuist, ali Alja Kozorog Soške elektrarne, ali Lea Novak Tacen, ki je na progi. Poglejmo zdaj le tule, ali Lea Novak, ali Alja Kozorog, ali Alja 82-40 za Alja Kozorog, kaj pa Lea Novak, tudi Lea Novak je zelo blizu cilja, poglejmo, Lea Novak ali Alja Kozorog, vendar Alja Kozorog, Lea Novak pa na drugem mestu. Alja Kozorog je na prvem mestu v kategoriji kanuist, na drugem mestu je Lea Novak, na tretjem mestu Katja Bengeri za Varteks Varaždin. Torej, to so naša 3 dekleta za KS slovenski pokal. Mi pa čakamo samo še na zadnjo končno odločitev kategorija C1 moški, torej kanu enosed moški, in tole je prvi Žiga Taljat Soške elektrarne. Čisto zadnji bo startal Benjamin Savšek 11 minut čez 21. Potem pa 15 minut odmora, nič ni odmora skoraj da, ravno za eno hitro pijačo ali pa nekaj na brzino pojesti, potem pa še državno prvenstvo v sprintu in tam okrog 22 in 20 bo jasno vse tule v Celju na špici. Žiga Taljat pa 78-17, odlično je odpeljal. Žiga Taljat, tule je naslednji, še en domači matador za nivo Cele, Urh Turanšek.
Urh Turnšek vmes v cilju, Urh Turnšek je vmes prevzel vodstvo 75-31 na današnji kanoistični preizkušnji, zdaj pa Anže Berčič-Tacen na progi, tudi Anže, že z dvema dotikoma pa vendarle Anže Berčič, super izkušeni tekmovalec v kategoriji kanuje v eno seda v slalomu. Anže Berčič je vmes prišel cilj na tretje mesto, mi pa spremljamo zdaj še zadnjo sedmerico v boju za zmago danes na slovenskem pokalu. HSE pokal Juš Javornik, Kanu klub Simon je naslednji. Urh Turnšek nivo Celje pa še vedno vodi v kategoriji kanuistov. Veliki finale šprinterjev pa bo ob 21 in 30 minut, kot že rečeno. Ampak nas zanima zdaj le kanuistična preizkušnja. Sami mojstri kanuističnega športa na divjih vodah so še pripravljeni za zadnjih nekaj minut razburjenja slalomskega dela današnje tekme. Juš Javornik, ali lahko Juš Javornik zdaj le prevzame vodstvo pred Urhom Turnškom 75-31 za Urha Turnška. Juš Javornik je na druge mesto za 17 tik za Juš Javornikom. Urh Turnšek ostaje na prvem mestu, Juš Javornik še vedno vodi, tule pa prihaja naslednji, tule je za Soške elektrarne Nejc Polenčič. Nejc Polenčič je naslednji. Šesto uvrščeni Nejc Polenčič, Soške elektrarne v polfinalu, ampak to je nova bitka. Zaenkrat vodi Urh Turnšek, ki bo na koncu najmanj sedmi. Nejc Polenčič je en dotik že storil, tule pa je naslednji. Odlično je odpeljal polfinale za Kaja Kanu klub Tacen, Klemen Vidmar. In zdaj vprašanje, ali Nejc Polenčič ali Urh Turnšek, Nejc Polenčič ali Urh Turnšek. Vendarle Urh Turnšek, Nejc Polenčič je na tretje mesto. Nejc Polenčič je na tretje mesto, Urh Turnšek še vedno vodi. Na progi pa Klemen Vidmar, Kaja Kanu klub Tacen. Urh Turnšek, Juš Javornik, Klemen Vidmar pa z enim dotikom. Tule pa zdaj le še 4 fantje so pripravljeni in vsi seveda stari znanci mednarodnih tekmovanj. Četrti je bil polfinalu za Kaja Kanu klub Tacen, Blaž Cof. In zdaj naslednje vprašanje, ali Urh Turnšek ali vendarle Klemen Vidmar prevzema vodstvo v cilju. Ne, Klemen Vidmar vendarle na tretje mesto, 75-65. Še vedno vodi Urh Turnšek, ki bo danes najmanj peti. Tule pa najboljša četverica, tule je Blaž Cof Tacen. Tule zanj navija seveda tudi Nejc Žnidarčič, za svojega kolega iz Pusta navija za Blaža Cofa, ki lahko pride zelo visoko. Urh Turnšek 75-31 še vedno na prvem mestu, na vrhu pa samo še trojica. Blaž Cof je na progi in čez 10 sekund bo startal tretji uvrščeni iz polfinala za Kaja Kanu klub Tacen, Jure Lenarčič. Ali lahko Blaž Cof prehiti zdajle Urha Turnška? Tudi tu bo zelo, zelo tesno, čisto do konca, poglejte. Med Blažom Cofom in Urhom Turnškom je zelo tesno, pa vendarle Blaž Cof za nekaj stotek sekunde hitrejši. Blaž Cof za nekaj stotek sekunde hitrejši kot Urh Turnšek, tule pa zdajle Jure Lenarčič.
Kaja Kanu, klub Tacen. Jure Lenarčič, Kaja Kanu, klub Tacen, ki tudi on danes slovi stopničke. Tamle je sodnik na 12 vraticah pokazal brez napake. 13 proti, točna vratica, pa dotik za Jureta Lenarčiča. Tule dotik za Jureta Lenarčiča, bomo videli. Blaž Cof pa še vedno vodi nekaj stotink pred Urhom Turnškom. Kakšen obračun je to, ampak na vrhu sta samo še dva. Tule je drugovrščeni v polfinalu za Tacen, Benjamin Savšek. In zdaj Lenarčič, na 5. mestu je Jure Lenarčič, Blaž Cof pa še vedno vodi. Blaž Cof pa še vedno vodi, Urh Turnšek je na 2. mestu, tule mimo nas pa svetovni in evropski prvak Benjamin Savšek. Benjamin Savšek v kategoriji kanuistov, kot predzadnji, kot odličen, drugi v polfinalu danes. Tudi že zmagovalec preteklega konca tedna v Tacnu. Na domačih brzicah Benjamin Savšek, seveda vrhunsko zaenkrat brez zgrešene, oziroma brez dodatne točke Benjamin Savšek. Še ena protitočna vratica za Benjamina. Čas, ki ga dobe 75-25. In poglejte, kakšna vožnja Benjamina Savška, ki bo prevzel vodstvo in to z ogromno prednostjo. 69-19 za Benja Savška. In tule zdaj le še njegov edini konkurent. Tudi on seveda v zadnjem času fantastičen lani je prinesel domov medaljo svetovnega prvenstva Luka Božič. Benjamin Savšek in Luka Božič danes pravo predstavo za sladokusce kanuistične, pa zdaj nas najbolj zanima, ali Benjamin Savšek ali Luka Božič. Samo še to ni jasno zdaj. Blaž Cof bo na stopničkah, to je prav gotovo. Odlično spet za Urha Turnška, tule pa zdaj ne spremljamo. Ali Benjamin Savšek ali Luka Božič. Benjamin Savšek je odpeljal fantastično, prav tako tudi Luka Božič. Naslednja protitočna vratica, še ena čakajo na Luko Božiča, še ena protitočna vratica za Luko Božiča. Luka mislim, da lahko pride na 2. mesto, je pa nekaj jasno, da je zmagovalec te tekme, prav gotovo. Benjamin Savšek, na 2. mestu pa je Luka Božič. Luka Božič na 2. mestu, 72-11 in tale aplavz, ki ste ga namenili, si fanti res zaslužijo. Še ena nora predstava na sevedi. Zmaga za Benjamina Savška, na 2. mestu je Luka Božič, Soške elektrarne, na 3. mestu pa Blaž Cof.